Špehar je pa tisti, ki bo tega... Ne se dati motiti, stari, vse ten bend ne gleda. Dobro jutro. Danes smo pa čakali tudi en tak malo poseben dan, zato ker med drugim bom probal tudi nekaj zašvasati. Pa ker smo že pri posebnih avtih. Pazi, da je to. Lamborghini. Lamborghini. No. Lamborghini. Lamborghini. Mogoče bi lahko povedal, zakaj točno gre, ne? A veš, bir bully, ki ga Matej Špehar sestavlja skupaj. No, zdaj se je cela zadeva že malo naprej premaknila, pa je rekel, stari, nucam pomoč. To sem pa jaz, da bom lordu Facebooka rekel, ne. Lordu Facebooka mu je rekel, da je. Je rekel, da ima dost, pa gre. Lega, to je bully. Res. Pa tole, to je tudi bully. Zdaj bo pa treba podvozje najprej skup spraviti, tukaj bomo jaz tudi malo prste vmes. O, Bog pomagi. In pa, ko ima še enkrat tisto podvozje sestavljeno, ko je osnovno ogrodje avtomobila ready, potem lahko na tistem šele začneš, no ja, orang graditi avto. A ni fajn, ki iskar se letija. To je meni najbolj všeč. A vidiš tole ta temno črtico skupaj? Mislim, jaz nisem ekspert, zato rečem ta temna črtica. To je var. V bistvu sem prvič v življenju ravno kar tako zares nekaj zašvasil, ne za probo. Sem kar ponosen. Špehar je pa tisti, ki bo ta... Špehar je pa tisti, ki bo tega... Ne se dati motiti, stari, vse ten bend ne gleda. Špehar je pa tisti, ki bo tega bulija vodil, tako da jaz ne prevzemam nobene odgovornosti. To je zdaj official. Zdaj sem pa na poti na slovensko premiero Fiata 124 Spider in na ta avto sem jaz že zelo dolg časa čakal. A veš, tale reinkarnacija Fiatove legende obljublja marsikaj, je zasnovana na Mazdi MX-5, kolega Vinko Kerenc, jo je pa za Siola Automoto peljal že pismo, kaj pa jaz vem. Pol leta nazaj, še več. Lahko so lepo vrsto postavljeni, zdaj pa prve dve novinarske ekipe sta že noter, dva avta namreč ostaneta tukaj, dva se gresta pa pelat. Najprej bom sedel v navadenga, potem se bom pa usedel še od tega, v Abarta. Pa dobro, če zdaj že čakam kolege, mogoče lahko vse ne par besed povem o tem avtu, a? Ker sem delal zapiske v tale telefon o tem avtu, sem noter zapisal Abart 124 Spider, autokorekt je pa napisal 124 Spiderman. Zdaj, ena stvar je tako jasna, ne? Tale avto se po videzu od navadnega Spiderja fejst razlikuje. Mislim, v osnovi, silhueta pa vse to je enako, ampak že pogledaš avto, lej, karoserija je dvobarvna, hauba je valjda črna, zato zgleda še malo agresivno. Abarta poganja enak motor, kot običajnega Spiderja, to se pravi, da gre za 1,4 litrski turbomotor, samo da je tukaj malo zmogljivejši, ima namreč 170 konjev. Tukaj v kabini sprememb velik ni, ampak parih pa takoj opazim. Za začetek napisi na sedežih, pa kupene fine športne Alcantare, to doma Abart rad Alcantaro smo se naučili že iz ta majhnega Ferrarija. Pa lej, merilnik vrtljaja v tem avtu je rdeč. Je pa tukaj še en majhen detalj, ki mislim, da ga te navaden nima. Lej to, tipka šport. Pa še nekaj, kar bo veselil tiste prave voznike, tiste, ki vejo, zakaj gre, predvsem v ovinkih, ne, ta avto je serijsko opremljen z mehansko zaporo diferencijala, kar pomeni, da, no ja, če si malo pobalinski, kar kliče potem, da izklopiš vso stabilizacijsko elektronko. Ok, zdaj pa, da bo vse lepo po vrst, gremo najprej s ta navadnim. Zdaj, kar se kabine tiče, jasno, majhna, utesnjena, pa popolnoma enaka tisti v Mazdi MX-5, razen par detajlov, recimo značke na volanu, pa vidim, da je ročica menjalnika tudi drugačna. Ta avto združuje japonsko tehnologijo pa italijanski dizajn. No ja, motor vzameš stran, zato ker ta je Fiatov, ta ni japonski. Viš, po eni strani sem prav vesel, da si je Fiat za partnerja zbral Mazdo, ker pismo MX-5 je že desetletja najboljši majhen roadster in to pomeni, da je za ta avto osnova res dobra, ampak bolj kot dizajn, pa bolj kot ta zgodba mene zanima predvsem to, kako se obnese Fiatov motor v tem avtu. A veš, kaj za MX-5, ko veš, da je to motor, ki ga moraš poganjati v visoke vrtljaje, zato da ti nekaj da. V tem primeru, ko gre pa za turbobencinski motor, je tukaj pa takoj vidim, da se že veliko več dogaja v srednjem območju vrtljajev. Zdaj v okviru domače predstavitve ni časa, še manj pa cest, na katerih bi lahko preizkusil vozno dinamiko tega avta, ampak na prvi občutek zelo podoben kot Mazda MX-5, je pa res, da je motor pismo malo bolj prijazen uporabniku v smislu vsakodnevne uporabnosti, tako kot sem prej povedal. Super potegne že od malo čez 2000 vrtljajev, kar je čist druga zgodba kot MX-5 in to mi je na en način všeč. Vse to je po eni strani ful težko priznati, zato ker sem jaz zelo velik fan atmosferskih motorjev, ampak imajo pa tudi svoje slabosti. Cene bom povedal malo kasneje, zdaj pa že pičim na randi z Vinkom Kerencem, on si je pa sposodil za kratek čas Abarta, tako da bo naredila eno menjavo.
A pa sem sploh že povedal, koliko konj ima ta avto. 140 jih prenese na zadnja kolesa, zdaj sem pa na strehi City Parka, pa iščem Vinkota. Vinko, kje si? Evo, zdaj sem pa že oba avto na kupu, pa Abarth je brez strehe in ker smo že pri strehi, tukaj gre za isto foro, kot pri Mazdi MX-5, kar pomeni, da narediš klik, klik, pa ni več. To se pravi 3 sekunde, gor in dol. Aha, avtomatik. Da le pod streho, da ima lepšo dneva. 3, 4. Lepo. Ok, ta prva stvar, jaz v ta avto ne bi dal avtomatski menjalnik, ampak razumem to izbiro. Pač enim se ne da šaltati, pa imajo take avte mogoče malo bolj zapozirati. Špa, zdaj pa malo preveč dež pada, veš. Takole. Moram pa nekaj reči, menjalnik predstavlja ful nezaznavno, le to. V redu. Evo, fun is over, naslednji novinarji so na vrsti, jaz pičim noter na tiskovko, kjer bom vzel tudi cene in jih bom javil. In pa cena za različico z avtomatskim menjalnikom. Zdaj pa na vrsti vračilo Juko, nadomestil ga bo pa tudi en azijski avto. Če preden se pa to zgodi, pa še malo avtomobilske logistike, jaz moram tole Ateko nekam zapeljati, pol pa prevzeti Mitsubishi Space Star. Bo pa tudi Ateka del komutar minuta flote, kar pomeni, da se bo avto sem pa tja tudi pojavil, pa na koncu bom valjda, tako kot zmeri, naredil tudi sladko kisle. No evo ga, taj pa že te prav, Mitsubishi Space Star. Pa ne kar navaden Space Star. 1, 2, z 80 konji, ne samo 70. Izmo, kako si greva, da?